Produktivnost je postala valuta sodobnega sveta. Občudujemo tiste, ki zmorejo največ, ki se ne ustavijo in ki vedno nekaj počnejo. K temu seveda veliko prispevajo tudi družbena omrežja, saj tam pogosto vidimo le rezultate, uspehe, akcijo. Toda ali nas to res dela vredne? V tem, kako se občutek lastne vrednosti prepleta s produktivnostjo, zakaj nas privlači kultura stalne aktivnosti in kaj se v resnici dogaja v ozadju občutka krivde, ko ne počnemo nič, se danes pogovarjam z gostjo, ki ima res bogate izkušnje z delom z vodilnimi kadri, podjetniki in ekipami, kjer se tema učinkovitosti in notranje vrednosti ves čas prepleta. Ob meni je Sabina Đuvelek, organizacijska psihologinja in performance coachinja. Morda ti bo pogovor odprl kak nov pogled na to, kako meriš svojo vrednost in mogoče te bo spomnil, da si dovolj tudi takrat, ko ne delaš nič. Sabina, zelo lepo dobrodošla. Ja, zelo hvala. Sem vesela, da smo se uspeli še enkrat najti. Ja, za tiste, ki ne vejo, sva že en podcast skupaj posneli. Tudi tista vsebina je bila ekstra. Da ne upreš, razumem. Bi pa za današnjo temo, preden greva res v ozadje ali pa v notranjost, če rečeva, rekla, ko sem te poklicala v bistvu, o čem bi rada govorila s tabo, si bila tako, to je moja v bistvu ful priljubljena tema. Pa takrat nisem vprašala, a res zakaj, pa bom zdaj naredila to. Okay. Zakaj? Zakaj produktivnost moja priljubljena tema? Čudeno. Ker sem sama tako produktivna, kaj pa le ne. A veš zakaj? Zaradi tega, ker delam kot trenerka na področju mehkih veščin in eden od treningov, ki ga največkrat izvedem, je na temo produktivnosti in učinkovitosti in timskega dela in podobne stvari. Prilagodimo vsebino seveda potrebam naročnika. Dobim pa s tem eno priliko, da dam vsebino v nek svoj kontekst in imam to priložnost, da lahko govorim o produktivnosti na drugačen način. Ker kaj zame produktivnost? To, da jaz s čim manj energije v čim krajšem času dosežem čim boljši rezultat. To ne pomeni, da jaz delam ure in nič ne spim in pridem z ne vem kakšnimi podočnjaki in cela zmatrana in namrgodena, ampak z odličnimi rezultati in krasnimi ciframi na bančnem računu. Ne? Ampak je produktivnost to, kako z čim manj energije, s čim manj truda zares dosežeš nek vrhunski rezultat, ki dodaja vrednost svetu na način, kot jo ti želiš dodajati. In potem na tak način lahko zapakiram določene psihološke vsebine, kjer se vprašamo, zakaj delam to, kar delam. A delam zato, da živim, ali živim zato, da delam. Ne? In sicer na začetku mislila, da bojo dobili 20 strategij, kako biti še bolj produktiven, pa v 8 do 10 urah na dan res maksimalno iz sebe iztisniti. Na koncu veš, do česa pridemo. Česa? Skrb zase. Koliko spim, kaj pojem, kaj razmišljam, kaj čutim, kako reguliram svoje čustva, s kom se družim, na kakšen način gledam na probleme, kakšna je na nek način moja mentalna mapa, kako dojemam svet, ker to v veliki meri vpliva tudi na to, kako doživljam. Ne? In to potem vpliva tudi na mojo kvaliteto življenja. In se manj ukvarjamo z različnimi tehnikami upravljanja s seboj in upravljanjem s časom, da bomo čim več naredili, ker potem na koncu prideš do tega, da če jaz pridem v službo spočita, se razni stresori, ki bi me mogoče na nek dan, ko nisem toliko spočita, ko sem spala premalo, bi me spravili z mojega zen momenta,
Tako sem pa, ja, pa sej ni nič tazga, bomo zrihtali. Ne? Ali pa nek komentar sodelavca, ki bi kakšen drug dan spet tane, spet isto. Sem tako, lej razumem, pač, da ti je to zahtevno. Dej, kako lahko midva pa to vse na nek način skupaj narediva, pogruntava. In to je v bistvu potem produktivno. Ja? Pa ne vem, nek proces, da si vzamem na začetku dneva 10-15 minut, da načrtujem svoj dan. Kaj pa bi jaz danes res rada dosegla? Kaj je tisto, na podlagi česar bom rekla, ok, današnji dan je bil pa uspešen. In to niso stvari nujno, ja, naredila bom 100 mailov bom odpisala, ne? Ampak imela bom en dober timski sestanek, se bom pogovorila, ne vem, s ključnim naročnikom, bom razmislila glede strategije, si bom prebrala določene stvari glede trendov. In samo običajno potem padajo take stvari, ki niso nujne, so pa pomembne. In potem spreminjam paradigmo razmišljanja od tega, da nismo konstantno v tem rdečem kvadrantu in nujno in pomembno, ampak da smo v zelenem kvadrantu, da delamo stvari, ki so pomembne, niso pa nujne še. Ne? To zdaj govorimo o Eisenhowerjevi matriki, tako da sem že vnesla malo vsebine noter. Ampak če povzamem svoj odgovor, zato, ker dobim na tak način možnost pa priložnost, da spremenim referenčni okvir, kaj sploh je produktivnost. In kako je skrb zase pravzaprav predpogoj za to, da mi lahko o produktivnosti sploh govorimo. Ker če ne, jaz nisem sposobna tako dobro presoditi, katera je tista ključna aktivnost, ki jo jaz lahko zase ali pa za tim naredim, da bom dosegla nek rezultat. To. Sliši se vrhunsko, sem pa ob tem seveda pomislila, je to nekaj, do česar si ti prišla s pomočjo, ne vem, izobraževanja, konstantnega, s pomočjo coachinga, ali si imela kakšno svojo tako lastno izkušnjo, ki te je postavila v situacijo, da si videla, koliko zelo pomemben je dati poudarek na ta well-being, če rečem. Ja. Je kombinacija, čisto iskreno. Ne? Najbolj se naučimo na svojih napakah, tako da sem seveda jaz tudi svojo šolo oddelala in jo sem samo napredovala v letniku, se delam jo še naprej. Ne? Ja, sem imela tudi obdobje, ne? Ki je zelo že mejilo na izgorelost. Ja, in sama sebi sem ustvarila zelo močne notranje pritiske, kaj bi jaz mogla doseči, kako bi to mogla doseči, in sem šla skozi to, kaj to pomeni delati med 10 pa 14 ur na dan. In pač that's not the point, ne? To res ni bistvo življenja. Sam kako sem pač to zvedela, najprej sem šla na slabš, potem je celo telo mi je v bistvu tudi sporočalo, res ni prava pot. Res ni prava pot, ampak glava lahko ignorira, ne? Dokler telo v eni točki res ne da toliko jasnih signalov, da ne moreš več ignorirati. Pa ena zelo pomembna šola se mi je zgodila, ko so se pa že začeli pojavljati prvi uspehi. Jaz sem pa vmes dala odnose na stran, ne, za voljo uspeha. In je bila to meni zelo pomembna lekcija, da uspeh, če ga nimam s kom deliti, prav ne šteje veliko. Wow, tle sem se zdaj kar naježila. Ker to se mi zdi dejansko resnično ful veliko zgodi, ko se ženeš za uspehom. Sej verjamem, da so zelo različni vzvodi, zakaj se nekdo žene za uspehom, ampak zelo pogosto res ti odnosi najbolj nasrkajo, ampak prideva tudi do tja še, upam, danes. To pa je, pa pol, ko sam vidiš, tako, ja, zdaj bi pa proslavljala, tako, s kom? Ne, mislim, dejansko je bilo tak uvid, tako, kaj ti ni jasen? Kaj ti ni jasen? Res, sama sem se pripeljala v to situacijo z vsem znanjem, ki ga imam. Ne? Kot doktorica psihologije, ki je študirala psihoterapijo, ki se ukvarja s coachingom, ki vse ve, samo to pač ni dost. Ne? Ker sem vsem sama sebi pa nastavila pravila igre na tak način, da sem poražena bila na koncu.
Ampak če bi gledal pa bančni račun, sem bila pa zmagovalka. In pa sem bila tako, pa kakšno valuto pa jaz hočem nabirati v življenju. Ravno včeraj mi je poslala ena prijateljica sporočilo, kakšno je, čekaj, kako je bilo vprašanje, če bi želela biti bogata, v katerih valutah bi se to bogatstvo odražalo. In je bil moj prvi odgovor, sončni zahodi, objemi. Pa še eno, ki se mi ne zdi primerno za podcast, tako da črdico pa dopolnite sami, prav, kar vam paše. Ja, in v bistvu ni bil denar. Ne? In sem imela tudi, zadnjič smo imeli pa, kaj predavam še na Univerzi Sigmunda Freuda, pa smo v okviru predmeta psihologije osebnosti pa še raziskovali, tako jim rada dam neke praktične naloge, ne? In glede na to, da so psihologi, je zelo pomembno, da razumeš notranjo psihologiko posameznika, začenši s sabo. In sem jih povabila k temu, da raziskujemo njihov odnos do nečesa. Ne? In smo potem se nekaj, okej, odnos do česa bi vi. In smo valjda, prvo je bila osebna vrednost. What a coincidence, ne? Potem drugo je bilo partnerstvo, tretje je bil poklic in neko poslanstvo in četrto odnos do denarja. In kaj misliš, kaj so zbrali? Pojma nimam. Ful je bilo zanimivo, ko smo glasovali, pa sem rekla, vsak dobi 2 glasova. Tam je bilo v bistvu hecno. Večina študentk je glasovala za partnerstvo, od študentov čisto noben. Oni so vsi glasovali za poklic in poslanstvo. Se mi je zdelo tako, a vi vidite, ne? Tako, pa, sam zanimivo je bilo. Vsi so podali glas za denar. Odnos do denarja. In ker je v bistvu zelo zanimiva tema. Kaj je zate sploh denar? Kaj to pomeni? Kako ga obvladuješ? Ne? Ker lahko to, da mogoče nekoč v družini ni bilo denarja, močno determinira tvoj pogled. Ne? Lahko v neki družini, ne vem, starejša sestra se odloči, ok, jaz pa ne bom nikoli več tako živela, in gre in postane podjetnica in se žene za uspehom. Ne? In ji uspe iz tega vidika, lahko pa recimo potem mlajša sestra pa reče, ne, jaz grem pa čisto v drugo smer, jaz pa bom delala na umetnosti in se bom na tak način izražala. In je uspeh to, kako se uspe skozi neko umetnost izraziti. In prva ima odnos do denarja. Denar, jaz v ta vladar, ne, ga bom imela toliko, da mi nikoli več nič ne bo manjkalo. Druga sestra pa lahko sprejme nek zaključek, da denar je pa nekaj slabega, da to pa je kar nekaj malo umazanega, da so bolj pomembne stvari v življenju, kot naprimer izražanje sebe skozi umetnost, neko tako poslanstvo in recimo potem ima vedno neko stisko z denarjem, ki pa jo kompenzira z nekimi drugimi občutki. Ne? Pa je bila v končni fazi ista družina, pa se lahko razvijajo zelo različne notranje logike in prepričanja glede tega, kaj in kako z denarjem. Lahko ti povem še svoje, če te zanima. Hotela sem te vprašati, kaj je bil tisti moment, ko si se ti, ko si rekla, zavedla, ne, da si postavljala res nemogoče cilje, a ne? Ne, mogoče cilje, drugače si rekla, da ne bom narobe povedala. Ampak kaj je bil tisti moment, ko si rekla, pa zdaj se pa jaz tega ne bom šla več, ne bom jaz pač tako grda s sabo. Telo. Kaj si naredila? Telo. Tako je, pač zmatrana sem bila. Jaz sem bila kronično utrujena, zato ker sem se sistematično izčrpavala. Ker pač ni, vsaj zame, ni na dolgi rok vzdržno, da bom spala tako malo in delala tako veliko. Pač rabim nekaj, kar mi hrani dušo, nekaj, kar mi fila.
Ne? Ker, če tako pogledamo, ti z delom porabljaš energijo, kar pomeni, da greš v energetski minus. S tem, ko imaš razne hobije, druženja, ne vem, aktivnosti, ki ti veliko pomenijo, lahko je to branje knjige, obisk kakšne predstave, sprehod v gozdu, planinarjenje, karkoli že je, kar ti hrani srce in dušo. Na tak način pa greš potem nazaj v energetski plus. Vmes pa z spanjem, pa z regeneracijo nekako vzdržuješ ta nivo. In zdaj, jaz sem šla pa konstantno Minus. minus, ne? Ker če bi dala neko metaforo z avtomobilom, ne, ko ni več benzina, se ne moreš več voziti. Ne? Mi pa telo lahko dejansko sistematično izčrpavamo in tudi, ko ni več goriva na nek način, še vedno lahko ta avto vozimo, sam se mu bistveno skrajša življenjska doba na dolgi rok. In tudi regeneracija dlje časa traja. Ne? In kakšni so bili tvoji ukrepi? se pravi, najprej je bilo slabš in dostikrat je tako, veš, malo povem z nasmehom, ker se mi zdi vseeno fajn, če dodamo mero humorja noter. Sam običajno je najprej slabš, preden je boljš. In ja, torej, začel mi je piskati v ušesih, slabo mi je bilo ob misli že, da imam še eno skupino, s katero bom delala. Nisem videla več smisla, kaj to sploh fora, itak je vse brez veze. Ne, tako, nisem več, nisem več jasno videla. Zamegljeno presojo sem imela, ker sem bila utrujena. In sem potem sprejemala odločitve iz tega, gnala sem se pa še naprej, ne. To je spet, pridemo do driverjev, ne. Work hard, v mojem primeru trdo delaj, pa pohiti. Kar pomeni, jaz sem sposobna dejansko veliko dolg delati, pa tudi hitro hočem rezultate. In produktivnost mi je pomembna in mi je v bistvu celotna ta izkušnja pripomogla k temu, da sem dejansko sem morala redefinirati, kaj zame produktivnost sploh pomeni. In potem sem na tak način prišla do te nove definicije, ki sem jo ob začetku delila, da katere so tiste ključne aktivnosti, ki jih lahko počnem in me tudi usrečujejo, se pravi, me polnejo z energijo, ki prinašajo dodano vrednost svetu in so tudi skladne s tem, kar si želim. Ne? In kako to lahko delam, s čim manj energije, s čim manj stresa, v čim krajšem času. Ne? In potem rataš bolj work smart, not hard. Tako da ukrepi so bili pa konkretno bistveno več počitnic, bistveno več oddiha, omejitve glede koliko delam. Projektno sem začela še sodelovati z drugimi, tako da sem outsourcala oziroma delegirala delo. Zmanjšala sem število naročnikov in prilagodila sem finančne cilje. Prilagodila sem svoje pričakovanja in potem je bilo tako, I can breathe now. Ne? To, po vsakeč znova sem si tudi planirala naslednji dopust. Ne? To je bil dogovor, ki sem ga sama sabo sklenila. Ok, ko se vračaš iz XY dopusta, že bukiraš naslednji dopust. Ne? On your way back. Ker vsakeč sem doživljala pa krivdo, preden sem šla, ki je bilo itak toliko za narediti, ne? Ker če imaš trdo dela in delovni stil, to je pač dnevna lista je za 5 dni, ni za en dan. Ne? Tako, pa še to, pa ni več fora danes v tem, pa še to. Kaj bo zdaj dan največjo dodano vrednost? In pa določenim stvarem rečeš ne. Sorry, to pa pač ne bo šlo, ali pa lahko bom poslala do konca meseca. A vam je to še sprejemljivo? In to mi je bila pa zelo zanimiva ugotovitev. Ja. Ne, jaz sem bila ta, ki je samo sebe metala polena pod noge. Ne, tako, zakaj mora biti do jutra, ali pa zakaj mora biti do konca tedna? In ko sem jaz sprostila malo določena prepričanja in si dala kakšno dovoljenje več, je bilo pa bistveno lažje. Tako da, kaj se je spremenilo, vem, da sem zdaj na dolgo odgovorila, ampak ključne stvari, par stvari v glavi, to je potem vplivalo na čustva in izvedenskega vidika pomoč in podpora.
Ker pa spet sem si jo dovolila, zaradi tega, ker sem v glavi spremenila, da ne rabim več sama. Ne. To in potem tudi sistematično vlaganje nazaj v odnose. Ker sem manj uspešna, karkoli že to pomeni, ne? Ko vsak ima svoje definicije uspeha, ampak recimo, če smo prej v denarju, sem manj uspešna iz finančnega vidika in se več družim. In pridem nasmejana in pridem pozitivne energije in se zbudim zjutraj in sem tako, wow, kjer dan bo danes. Ne pa, še en dan. A pa misliš, Sabina, ob tem sem pomislila, ko si rekla, ker tudi jaz imam to filozofijo, ne? Jaz sem rajš, ne vem, eno stranko bukirala manj, pa sem šla s prijateljico, ne vem, na kavo ali pa na kosilo. Ampak, a veš, imam pa okoli sebe ljudi pa, ki pa iz strahu pred tem, da ne bo dovolj za preživetje, tega ne bi nikoli naredili. In se ob tem seveda sprašujem, ali bi jaz še vedno ravnala tako, če bi mi, a veš, gorel pod ritjo, ne vem, nimam za najemnino, za salon, nimam za, ne vem, prispevke, a veš. Ali tisto, kar me zanima, je, ali mora človek v bistvu doseči najprej nek nivo, dajva reči to, v navednicah varnosti, da potem tako začne razmišljati, ali misliš, da to ni pogojen. A bi ti isto razmišljala, a veš, če bi bila, ne vem, na začetku svoje poslovne poti, pa... Ne, na začetku poslovne poti sem imela občutek tega survival moda, ne? To ja. Pa ni bilo nobenih zares groženj. Okay. Še mi zdi, da je drugače, če bi bila mati samohranilka z 2 otrokoma, pač definitivno je razlika, ne? A si odgovoren še za več posameznikov, kateri si prinesel v bistvu v končni fazi na ta svet in so tvoja odgovornost. In bi rekla, da je drugače, ker si na začetku, pa saj sem bila tudi jaz, v tem momentu dokazovanja. Ne? Jaz pa sem dovolj dobra, jaz pa sem dovolj strokovna, jaz pa vem, kaj delam, jaz pa karkoli, ne? Jaz pa sem vedno dobre volje, ne? Tudi če nisem dobre volje, ne? Pa si daš to neko masko gor. Zdaj pa vem, da sem dovolj dobra in pika. Pač danes imam pa slab dan. Ne? In zdaj si pa dovolim tudi na delavnico prideti pa reči, danes pa v bistvu vse, česar se primam, gre v maloro, tako da srečno. In pa se malo nasmejemo, ne? In pa rečem, neči zares. In pa običajno se še kdo jav, da ima podoben dan, ne? Ali pa danes je pa res tak dan, ali pa, ne vem, na vsake toliko pa še retrogradni Merkur. Kar niti ne vem zares, kaj pomeni. Sam vem pa, da je asociiran s tem, da stvari ne štimajo, ali pa polna luna, ne? In 5-10 minut namenimo temu, da smo pač ljudje in da nismo roboti. In pa tudi povem, pa se bom potrudila, da bom vseeno strokovno oddelala za vas, ker si pač to zaslužite. Ne bom pa z ogromnim nasmehom na obrazu, ker se pač danes tako ne počutim. In veš, kaj je ful zanimivo, ne? Ker si ljudje pol še bolj dovolijo biti avtentični, ker sem jaz bila avtentična. In pa si tako, pa kaj si delala ti 5 let? Ker si se trudila biti nekdo vsak dan, ker mogoče nisi bila ta nekdo vsak dan. Ne? Ker se trudiš povedati tiste stvari, ki se ti zdi, da bi jih bilo prav povedati, se obleči na način, ki se ti zdi, da bi bilo prav, da se oblečeš, se vesti na tak način. In na koncu ugotovim to, da se ljudje najbolj odzivajo, če sem sam jaz. In če si jaz to dovolim biti. Bolj, kot če sem en robotek, ki zmore vse, ne glede na to, kako si se res počuti. Pa pride prehlajena ali pa ne vem kaj. Ne, mislim. In potem se v bistvu tle krog sklene, ne. Če ti ne trošiš energije za to, da nosiš masko in se trudiš biti popolna in imeti vse stvari pod kontrolo, ne, se ne črpaš toliko. Zdaj mi je misel seveda všla, ne. To je tisto, kar sva se prej pogovarjali.
Vse je v redu, vse vsakmo kdaj misel ide. Ampak hočem reči, tukaj potem nastopi ta odločilen moment v smislu, a bom jaz bolj produktivna ali manj produktivna. Ne? Ker če tebe črpa to, da ti misliš, da moraš imeti vse pod kontrolo, mora biti perfekten, povedati moram vse to, kar mislim, da je pomemben, zraven se moram pa še smejati, ti to pobere en kup ene energije. In produktivnost ne more biti enaka, kakor če Sabina pride, no, sem pa res fajn, ne? Ja, super. Točno to, zaradi tega, ker se ne izčrpavam s tem, da sem neka verzija sebe, katera nisem. Pa, a veš, na koncu dneva to je bilo moje spoznanje, da se ljudje najbolj odzovejo na to, če si pristan. Pač danes nisem dober, kaj čem zdaj, ne? Saj bom delala. Nisem pa tako joyful, tako da, če sem pred tem 3 treninge, jaz vas nekako gor dvigvala, lahko danes prosim, vi meni prijate nasproti. In ti pridajo ljudje nasproti, pa še oni dobijo dovoljenje, da so res, kdor so. Jaz se če sem pa imela, ne vem, pred enim tednom tudi eno tako situacijo, pa ti povejo take stvari, ki ti jih sicer ne bi, ne? In pa imaš en tak moment ranljivosti znotraj skupine in to je psihološka varnost, ker si dovolimo povedati, kako se zares počutimo, ker si dovolimo povedati, kaj se nam zares dogaja. Ne? So pa okolja, ki so za to bolj ali pa manj primerna. Ne? Zdaj, če bi jaz imela tudi na nek slab dan neko pogajanje z, ne vem, nekom, katerega pa pač prvič vidim ali pa je neka pomembna resna zadeva, bi pa predtem najbrž si dala en komad doma odplesala, bi probala dvigant energy pa spirit, kar sem jim grede naredila tudi pred tisto delavnico, pa sem jim povedala. Ampak ja, probaš v bistvu se na nek način regulirati, ker niso zdaj vsi dnevi in vse situacije primerne za to stopnjo avtentičnosti. Ampak zdaj sem pa dovolj profesionalke, da vem in da znam presoditi, kdaj je absolutno sprejemljivo, ne? In se na tak način razkriti, ne? Ker na koncu dneva smo pač ljudje. Da. A veš, noben ne pričakuje, da bom jaz zdaj 24/7 itak v nulo zgledala in pač absolutno ne zgledam tako, ko se zbudim, ne? Veš, kaj mislim? Ja. Bi pa sliko, ne, v tej produktivnosti mogoče malo razširila, ne? Se pravi, ne zgolj na nas kot na posameznika, ne? In da smo mi tisti, ki imamo določene gonilce, ne, driverje, na nek v en družbeni kontekst postavlja, ne, ker se mi zdi, da je to kar ena taka kolektivna stvar, ki se je začela že ful časa nazaj, ne vem, v času industrijske revolucije, ko so v bistvu začeli vrednotiti, se pravi človeka, koliko ur dela, koliko naredi, mislim, koliko kosov proizvede, kakšen doprinos prinese, ne. Ampak nažalost to ni ostalo tam in kljub temu, da smo v neki digitalni dobi, smo to prinesli naprej. In še vedno nas tudi na ta način, so nas, jaz upam, da zdaj pač tega ne delajo več mlade mamice, vem pa ne, ker nisem več mlada mamica, da ne vzgajajo na način, kakor so vzgajali našo generacijo. Če se boš pa ful učil, boš pa imel ful dobre ocene, pa boš prišel na dobro šolo, pa boš dobil dobro službo, pa boš dobro zaslužil, pa boš lahko to, pa to, pa to, pa to. Skupen imenovalec je pa bil truditi se, moraš biti priden in bo uspeh. Ampak v resnici to ni res. Ja. Ker nimamo vsi istih pogojev, istih kapacitet, ne vem, podpore doma, sreče konc koncev. Kako ti vidiš ta, recimo, pričakovanja, ker delaš, si rekla, s timi in tako, oziroma sem jaz rekla na začetku. Ko prideš v neko organizacijo, kjer se srečaš s tem,
s pričakovanji na eni strani vodilnih, oziroma tistega naročnika, ne, in na drugi strani ljudi, ki smo res samo ljudje, nismo roboti. Vse vodilni so tudi samo ljudje, ne? Ja. Kdaj pa je treba tudi spomniti na ta vidik. No, to, ja. To. A veš, se tudi na kakšnih leadership coachingih je to tematika. Ne, ker če si ti želiš okrog sebe ljudi, ki ti zaupajo, je pomembno tudi ta vidik, da znaš ti se razkriti in biti ranljiv. Ne? Ker se spreminja paradigma tudi tega. Jaz se resno sprašujem, kaj bomo ljudje delali čez recimo, pa v bistvu niti ne več 20 let, že čez 50 let. Ne? Ko bo AI bo prevzel precej delovnih mest, ki jih pač ne bo potrebno več delati. Ne bo potrebno sedeti več dolge ure za to, da opraviš določeno delo, because you're working smart, zato ker delaš pametno, kar pomeni, da uporabljaš določene računalniške modele, da ti pregledujejo, ne vem, neko količino informacij, naredijo neko sintezo iz tega, na podlagi tega ti dajo priporočila za neke odločitve ali jih pa celo izpeljajo. In kaj zdaj dela človek? Kaj bo delal človek? Kaj bo dodana vrednost? Ne? Kaj bo tvoja vloga v družbi? Ne? Ker prej procesu digitalizacije, ne? In proizvodnje. Zadnje sem šla na ogled v eno proizvodno podjetje in sem bila tako, se mi je zdelo, da bo veliko robotizirano, ampak kje so vsi ljudje? In v bistvu sta bila dva posameznika na enem oddelku, da ne grem v detajle, ki sta samo preverjala, ali stroj dobro dela in okolikor gre kaj narobe, da znata ustrezno odreagirati. In proizvajajo količine in količine produkta. Dobro, kje pa so potem vsi ljudje? So pa v pisarni, pa delajo razne bolj, bom rekla, birokratske zadeve. Zdaj bojo pa tudi birokratske zadeve prevzeli roboti. Ne? Kaj pa delamo ljudje? Jaz se resno sprašujem, ne? Kaj bomo delali, kako si bomo kreirali družbo, v kateri bomo želeli živeti, kako si bomo usmislili tudi življenje, kakšna bo kvaliteta življenja. Ne vem, to zdaj pomeni, da bomo imeli bistveno več časa za umetnost, za druženje, za, ne vem, hobije. Mislim, da odvisno od tega notranje slike, ki jo človek ima, ne? Nekdo, ki se zaveda, kaj so njegovi hobiji, kaj so njegove vrednote, bo to s pridom izkoristil čisto drugače, kot nekdo, ki se pravzaprav ves čas rabi neko zunanjo potrditev ravno iz, ne vem, naslova dela, če se zdaj pogovarjava o delu. Ne? In tukaj bi pa jaz rekla en tak skokovit porast poslabšanja duševnega zdravja družbe, recimo. Če ti kar naenkrat nimaš več nobene vloge, pa če ne veš, kdo si brez dela. Ja, mislim, jaz upam, da bomo psihologi lahko tudi podprli. Meni se zdi, da se bo zgodila ena pomembna transformacija, vsaj na določenih področjih sveta. Ker meni se zdi zelo zanimiva ena knjiga, Spiral Dynamics. Ja, priporočam branje knjige, je sicer zahtevna knjiga, ampak ti daje en pogled v to, kako celovito in kompleksno je življenje na Zemlji in kako različne civilizacije, če lahko tako rečem, ali pa kulture, nekje so še totalno v survival modu. Ne? In dejansko je boj za preživetje. Tam se absolutno ne ukvarja s tem, kaj je moje poslanstvo, kako bom, ne, ampak kako bom prišel skozi mesec.
In so čist druga čustva, na katerih ta kultura funkcionira in deluje, in je veliko strahu, in je bistveno več jeze, kot recimo neka kultura, ki se je že bolj razvila, ki je informacijsko usmerjena, ki obvladuje informacije, ki povezuje stvari med sabo. Ne? In lahko v bistvu se potem čist na drugem aspektu deluje kot kultura, ki pač je še zmeri boj za preživetje in se ne more preskočiti. In potem je ta Spiral Dynamics mi je zanimiva, ker je pač najvišja stopnja, pa v bistvu mislim, da je barva, da je turkizna, ko si sposoben kot kulture razumeti, da so na svetu različne kulture in da razvoj ni enak za vse. Da se nekje v Latinski Ameriki srečujejo v razvoju kulture z drugačnimi izzivi, kot se srečujemo v Evropi ali pa na Kitajskem. Ne? In da imaš to sposobnost razumevanja kompleksnosti razvoja človeštva kot celote, da znaš pogledati celovito, obenem pa parcialno, da razumeš zgodbo vsakega. In kaj je od vsake kulture naslednji korak. Kako si lahko tudi med sabo pomagamo in se podpremo. Ker nekdo, ki gleda, kako bo preživel do konca meseca, ja, kakšno poslanstvo. O čem ti govoriš? Jaz moram do jutra razmisliti, kako bom dala hrano na mizo. Ne? In to tudi pri mojih potomcih čist druga prepričanja razvija kot nekdo, ki pa lahko scrolla po Instagramu ali pa TikToku ali pa po katerem koli socialnem omrežju, ki bo aktualno v kratkem, in ima čist druga izhodišča, ker ima pač vse. Tako. In to je točno to, kar sem imela prej v mislih. Da pač ne izhajamo, nimamo vsi enakih možnosti. In se mi zdi ful pomemben, glede na to, v kakšni družbi živimo, ker tako kot si rekla, ne, gledaš Instagram ali pa se nima veze, pač kjerkoli, ali pa konec koncev LinkedIn, ko odpreš, včasih se kar smejim, kar zaprem. Ker je samo pač hvaljenje. Razumem, ja, vsak mora znati sebe prodati, ne? Svoje znanje, svoje sposobnosti, ampak vse to ustvarja en občutek, da ti res moraš biti konstantno v pogonu na eni strani. Po drugi strani pa, imaš pa, dajva reči, mlade sledilce, sledilke, ki se zgledujejo po tebi. In če začnejo verjeti, da je to potrebno za uspeh, se pravi, da delam 10 do 14 ur na dan, zato da bom uspešna, karkoli že nekomu pač ta uspeh pomeni, potem je mogoče najbolj pomemben, da se pač mi, ta stari, v navednicah bom rekla, da začnemo o tem govoriti, da povemo, da pač ni nujno, da ti bo uspel. Ker to, kar si ti prej v kulturah rekla, je o razvoju kultur, se mi zdi, da je identična zgodba, kot v razvoju posameznikov. Vse tudi med nami so eni na eni stopni zavedanja, drugi na drugi stopni zavedanja. In ja, nekdo, ki more, neke svoje osnovne potrebe, nekim svojim osnovnim potrebam zadostiti, se res ne bo, kot si rekla, ukvarjal s poslanstvom. Ne? Ja, je čist nekaj drugega. Zdaj pa mi... Ne da mi miru, da pogooglam Spiral Dynamics, Okay. Tako da lahko tudi spoštovani gostje. Kaj boš pa odkrila? Zanima me, če sem ta prava barva povedala. No daj. Da ne bom se pravi najvišja kultura, najviše razvita. Ja, ne, zaradi tega, ker je dejansko povezano z stopnjami zavedanja. In kaj fura, da ti s tem, ko imaš najvišjo stopnjo zavedanja, ni zdaj fura v tem, da ti forsiraš nekoga, da zdaj mora pa stvari razumeti na tvoj način. Ampak da si ti sposoben razumeti, da ljudje imajo vsak svojo stopnjo zavedanja in jih srečaš tam, kjer so. V redu sem povedala. Ja, je holistik. Ja,
To mi je bilo pomembno, no? Da ne bom narobe povedala. Na koncu je pač holistik in kar je ključno, je točno to, da razumeš, da nismo vsi na isti stopni. Jaz, če bi se recimo rodila na drugem koncu sveta, bi živela čisto drugačno življenje. Da. Ne? Bi bile druge vrednote, recimo, če bi se rodila v Aziji, ne bi bilo tako pomembno, da ne vem, da si nekaj posebnega, da izstopaš, da dosegaš ne vem kakšne rezultate. Se mi zdi, da predvsej spodbujamo ta individualizem in se pozablja, ne, da je v bistvu upam, da se ne bo narobe slišal, ne rabiš biti nič poseben, ga lahko sam si. A to je to. Veš, ne, ampak če bi recimo v Aziji bi mi bila pa vrednota precej bolj kolektivistična. Bi tudi identiteta in to, kako je osebno zgrajena in kaj se ceni in vrednoti kot pomembno in cenjeno in spoštovano, ne, je to, kako skrbim za družinske člane, za prijatelje, za skupnost, da ne izstopam, ravno nasprotno, ne, da mi je povsem okej, če tudi v šolo nosim uniformo, da ne rabim imeti vedno nekaj posebnega oblečenega in v vsakem aspektu izstopati in ne vem, kaj objavljati na Instagramu. Ne. Je pač zelo različno, je pač drugače. Ne. In ne, če se vrnem nazaj na Spiral Dynamics, na najvišji stopnji pač razumeš, da nekje je še potreba po tem, ne vem, ugledu in moči in izstopanju, nekje drugje se pa potem ta potreba spremeni v skupnost, v sodelovanje, v poenoteno delovanje, potem še naprej se spremeni v kako biti še bolj trajnosten, na kakšen način gledati na svet in delovati znotraj tega sveta, da bodo ne samo tvoji potomci, ampak še 5 generacij naprej imeli nek prostor, ki bo življenje vreden. Ja. Ne, in je potem čisto druga stopnja zavedanja. Ne. Ampak ta družba, v kateri midve živiva, ne, Ja. ni takšna, da bi spodbujala tak način delovanja, kot si ga zdaj opisala, ki je zagotovo bolj zdrav, kot to, kar se dogaja v naši sodobni družbi, v našem prostoru, ko pravzaprav res ves čas si izpostavljen temu, da vidiš lahko povsod neke potencialne priložnosti, da se moraš dokazovati. Oziroma, da si sam, imaš priložnost, da sam sebi rečeš, on ima nov projekt, jaz ga pa nimam, jaz premalo delam, moram to narediti, Pač velika večina je konstantno v akciji, ti pa ne čutiš tega kot svojo vrednoto, ampak ker se tega ne zavedaš, ker si to pod vplivom te družbe, ti je zelo težko v taki družbi funkcionirati. Kako v bistvu takim, ki mislijo, da to, kar vidijo kot uspeh na družbenih medijih, lahko pomagamo? Ker to pomeni, zdaj, če se vrnem na Spiral Dynamics, ko sva govorili o kulturah, nekdo, ki pač ocenjuje to, je na nekem drugem nivoju, kot ta, ki se še žene za uspehom. Se pravi, bi bilo fajn, da podamo roko. Ja, absolutno. Kako lahko to naredimo? Veš, kaj bi bilo še fajn, ne? Da socialna omrežja itak vzameš za rezervo. Ker to je ena virtualna resničnost. Ne, ker recimo, Sabina, ti skozi plešeš. No, Zihar, ja. Zihar, I wish. Ker dejansko zgleda tvoj profil tako, ne? Če te bi šel nekdo zdaj ta moment, ki naj posluša, šel na tvoj Instagram profil, tvoj zaseben profil, ne Level Up, ne? Tam večinoma Sabina pleše. Ona se samo zabava in pleše. Ali kakšen je zdaj to strokovnjak? In veš, kaj je meni fascinantno pri tem? Ne, veš, kaj je meni fascinantno? Ne, meni je fascinantno pri tem, da you don't give a shit. Kaj si nekdo misli, ko bo na tvoj profil prišel?
Ker ni realno. Exactly. Kaj je meni zanimivo gledati, ko delam. Ne? Pa sploh pa tudi ne smem objavljati sliko od naročnika, niti ni tak dogovor. Tako da ni realno, ne? To, kar vidimo na socialnih omrežjih, pač ni realno, ampak je določena verzija resničnosti, z katero bi se nekdo želel predstavljati. Ampak ustvarja pa pritisk na druge, ne? Ne sami ustvarjamo pritisk nase, ker želimo prikazati določeno verzijo sebe, ki se nam zdi, da bi bila drugim pač všeč. Ok, se pravi, ja, ti sam ga nase ustvarjaš, ampak ne vede in ne hote pa ustvarjaš pritisk tudi na unga, ki te opazuje. Ja, vsak pa zase si potem zbere, ne, koga bo opazoval. Je pa res, ne, da mogoče je tako, stvar, ki si prej omenila, ne, jaz zdaj gledam nekoga, on je dobil nov projekt, jaz pa pač ne. Čustvo, ki ga jaz klejla občutam, je katero. Zavidanje. Ja, zavist, ne, jaz bi tudi to, ne. In zdaj, kaj bom jaz naredila s to energijo? Imamo v bistvu dve opcije. Konstruktivna investicija, pa nekonstruktivna investicija. Nekonstruktivna investicija je, zabijem to osebo dol, ne, pokličem še eno kolegico, povem, kako je ona to, zih je neki prekvez dobila, ne, zih ima, ne vem, take pa take starše, ne, neki, zaradi česar bi se jaz pač bolj počutila. Ali pa konstruktivna investicija zavisti, wow, če pa je njej ratal, je pa lahko tudi meni. Ne, in je lahko v bistvu to zate inspiracija in ne kot neka grožnja. Je pa vse stvar dojemanja in pa mindseta. In zavist bomo mi običajno občutili do nekoga, za katerega ocenjujemo, da ima nekaj, kar mi menimo, da smo tudi upravičeni. Če smem uporabiti eno stvar, ki si jo ti povedala pred podcastom, pa če ne bo v redu zbriševa, se pravi, si omenila, da ti spremljaš predvsem podcaste v tujini. Tako. Ne? In si mi navedla, katere, in te inspirirajo, ne? Ker z njimi se pa jaz že ne morem primerjati, ki imajo pa tako produkcijo, pa je tako naprej. It's not threatening, ne? Ni mi ogrožujoče za nek moj občutek vrednosti, za kvaliteto mojega podcasta in neko diferenciacijo. Tako da plus ne zavede me v nek določen način razmišljanja. Ker se mi zdi, če bi poslušala, sorry, ker sem ti zdaj skočila, ampak za celo sliko, če bi poslušala domače podcaste, a veš, nikoli ne grem raziskovati zares svojega gosta. To se zdaj sliši lahko zelo narobe. Jaz se na temo ful pripravim, ampak gosta kot tazga pa ne grem raziskovati, zato ker si ne želim ustvariti mnenja o njemu na osnovi pogovora, ki ga je nekdo odvodil. To je tisto, zaradi česar nočem slovenskih podcastov poslušati. Ker je toliko majhen ta slovenski prostor, da slej ka prej se lahko zgodi, da bi želela nekoga povabiti in že imam prej referenco. Pa ja, ne? Ok, dobro. Dokončamo sem ja, point. prosim, seveda. Se pravi, pomemben element zavisti je, da jaz tudi mislim, da sem upravičena. Tako da, če se jaz primerjam z nekom, pa smo mi v podobni ligi, ne, potem bom z večjo verjetnostjo občutila neko zavist. Wow, kako so oni to dobro naredili, jaz bi tudi to mogla. Aha, vidiš, ne, pa te lahko to, pa greš pa lahko konstruktivno ali pa nekonstruktivno investicijo zavisti, kakorkoli, ne. Če pa se primerjaš z nekom, ki ima neke lastnosti, dosežke, take stvari, za katere, ki tebe inspirirajo, ampak nimaš pa te ocene, da bi ti tudi mogla točno take stvari dostaviti, je pa to kar nekako bolj v redu, ne. Tako da, koga bi bilo zdaj najbolj slediti na socialnih omrežjih iz tega vidika? Pač tiste, ki me inspirirajo in ki ne čutim pač neke zavisti in do tega. Ja, ker bolj čutim inspiracijo, zavist v smislu nečesa konstruktivnega. Je pa, jaz bi rekla, da je pa vedno fajn preveriti tudi, kaj pa konkurenca dela. Mislim, a veš kako, jaz verjamem, da nikomur nisem konkurenca in iz tega vidika tudi meni nihče ni konkurenca, pa ne mislim
tega v neki tržni vrednosti, ampak z vidika tega, kdo sem, na kakšen način vodim, kakšne vsebine so tiste, ki so meni zanimive in ki jih želim dati recimo ljudem, ki poslušajo ali pa pač gledajo ta podcast. Moram pa reči, da mi je zavist eno dost neznano čustvo. No. Pa tako zelo slovensko. Ja, Imam pa zelo slabe izkušnje z njo, to pa ja. Zanimivo čustvo je, v bistvu je gonilo družbe. Resno. Ja, ne? Saj zakaj pa se družba razvija? Konstantno iščemo, kako bi nam lahko bilo bolje. In po kom se zgledujemo? A pa to je zavist. Mislim, ker jaz zavist dojemam kot neko zelo negativno čustvo. Ni negativnih čustev. Vse Ne. čustva so pozitivna, Okay. ker imajo svojo funkcijo. Okay. Ne? Čustva imajo svojo funkcijo. Ni nujno, da so nam všeč, to je drugo, povsem druga tematika, ampak imajo svojo funkcijo, ker ti v bistvu določajo tvojo valenco proti nečem. Nekaj mi je všeč, nekaj mi ni všeč, nekaj mi je pomembno, nekaj mi ni pomembno. Bolj ko je intenzivno čustvo, bolj mi je pomembno. Okay. Okay? In iz tega vidika so vsa čustva pozitivna. Jih pa potem vsaj jaz delim prijetna pa neprijetna. In odvisno od mojega referenčnega modela, lahko mi je zavist bolj kot inspiracija, lahko je pa zavist bolj neprijetno čustvo. Pismo, jaz bi tudi mogla te stvari imeti, jaz bi tudi mogla tako dobro izgledati, jaz bi tudi mogla toliko sledilcev imeti. Saj sva istočasno začeli, saj kaj pa je ona boljša od mene. Kaj pa tretja opcija, da si pa v bistvu nezavisten, pa ne niti inspiracija, ampak da v bistvu ne. Kaj pa to, da si rečeš, da si v bistvu še mal nase gnojen se zliješ, pa si rečeš, jaz sem res en. Jaz tega nikoli ne bom. Ne? Ampak to je nekonstruktivna investicija. Sam, da nisem šla poklicati ene kolegice, pa tebi zmanjševala vrednosti, ampak sem sebi zmanjšala vrednost. Evo, še ena dodatna potrditev, da jaz tega nikoli ne bom sposobna. Evo, vse sem vedela. Ne? In odigraš sama sabo eno psihološko igro. In se zraven bedno počutiš. In pa grem na Instagram in si dam dnevno dozo neprijetnih občutkov. Evo, to so vsi uspešni ljudje, jaz sem pa en lolek, ki pač sam gledate uspešne ljudi. Pa ki v realnosti sploh ni nujno, da je tako. Sam nima veze, kaj je v realnosti, ker ti doživljaš svojo realnost. In ti s svojimi mislimi in svojimi čustvi dejansko kreiraš svojo realnost. In jaz lahko v glavi dejansko spreminjam svoje prepričanja. Ne? Zato jaz pravim, socialna omrežja so dejansko virtualna resničnost, ki ni nujno resnična. To je neka verzija sebe, ki jo želim na ven predstaviti. Ne? Še nisem videla na LinkedInu ene objave podjetja, nam je pa padel dobiček letos za 30% in bomo mogli odpustiti najbrž 10 ljudi. Kako pa bi podjetja običajno to skomunicirala? Ja, okay. Zrihtamo pa se javimo, ko bo boljš, ali pa pač probamo, ne vem, kakšno drugo novico dati ven. Ampak o porazih oziroma o lekcijah se ne govori. Se še zmeraj spomnim, saj v Sloveniji, spomnim se, ko sem bila v Ameriki na enem fellowshipu v Chicagu in sem bila na startupi so predstavljali svoje ideje in probali dobiti investitorje. In je prav enega se spomnim, v angleščini, ampak v osnovi je pač povedal, da je imel 3 propadle startupe. Ko pogledam te svoje kolege, smo bili iz Balkana, ker je bilo za sponzorirati Balkan, da bo več podjetništva. A je on likar začel svoj pitch s tem, da je rekel, da je imel 3 propadle zgodbe. Tako, pač iz tega v Sloveniji še nisem doživela. Ni zdaj, da hodim vsak vikend na razne pitch dogodke ali pa med tednom.
Ampak ja, to ni nekaj, s čemer bi se mi pohvalili. Tam pa je, 3 zgodbe sem probil, nekaj sem se iz tega naučil, pač to so 3 načini manj, ne, da ne bom propadel, tako da se splača vame investirati. Ne. Pri nas bi bilo, ne vem, to je vsaj moj občutek, pa upam, da se bo spremenil, pač kaj tazga ne bi bilo sprejemljivo, ne, ker jaz sem potem prišla nazaj iz Amerike inspirirana, dajmo tudi v Sloveniji kaj tazga začeti, ne? Ker takrat sem delala še na Zavodu Y, stičišče za proaktivne mlade in smo probali imeti success and fail stories, ne? Ali pa lessons learned. In sem ful hotela dati poudarek na to, kakšne lekcije je imel nek podjetnik, pa v čem vse je propadel. Ker to je podjetništvo. Zdaj pa, kaj misliš, koliko gostov sem dobila? 0 bodova? Ja, naš direktor pa tega ne bi, ne? Ne, tako pa, žal to pa ne bo šlo. Pa ziher vam ni iz prve ratal, ne? To je realnost. Da je bilo toliko pa toliko poskusov, da je par let bilo zahtevno, preden je potem sta se cedila med in mleko, ne? A se tako reče? Ja. No, in prikažemo pa sam med in mleko. Sam pač ni bilo tako. Ne, tudi ene od največjih firm so se začele v garaži z, ne vem, običajno so 3 nekako ustanovitelji, ne, pol se mogoče en skrega, pa potem ostanete še 2 ali pa sam en. In začnejo zelo preprosto, zelo malo, delajo pa zelo veliko. Ne, ampak ta del se ne vidi, ne, se tudi ne kaže, pa tudi ne ratajo v prvo. In jaz recimo zelo rada tudi začnem na delavnicah z enim vprašanjem, kaj je osebnostna lastnost, na katero si pri sebi najbolj ponosen. Tako se mi zdi, da tega malo manjka. Ne? In potem običajno sledi vprašanje, kaj pa je bila do sedaj največja lekcija v življenju in kaj si se iz nje naučil. In pa v bistvu dejansko govorimo o napakah, ne? Ja. Sam, če si ti iz tega potegnil nek nauk, neko lekcijo, je to v bistvu eden od najboljših načinov, kako lahko daš nekomu roko. Ne, ker smo se prej pogovarjali, kako si lahko tudi različne stopnje zavedanja pomagamo med sabo. Je tako, da poveš, ne? Tudi, to delava danes. Katero lekcijo si imel, ne? Točno to delava danes. Ker najboljši način za učenje je iz tujih napak. Sam ni vedno tako učinkovit, kot če greš iz lastnih. Drži. A ne, je v bistvu cela paradigma tega, kaj je uspeh in kaj je potrebno za uspeh, zelo zanimiva. In se mi zdi, da ljudje, ki so v življenju srečni, so najdeli svojo definicijo, kaj je uspeh. Ne? Za nekoga je to pač koliko sončnih zahodov si bom pogledala. Za nekoga bo, koliko dni sem preživela na smučišču. Za nekoga bo, jaz imam enega kolega, ki je zelo jasno, kaj je za njega uspeh. Koliko je imel surferskih dni. Pika. Cool. Ne? Za nekoga bo, koliko pravljic sem prebrala svojim otrokom. Ne? Za nekoga bo, ne vem, koliko imam zaposlenih v podjetju. Za nekoga bo, koliko imam sledilcev. In se mi zdi, da ni potrebno dati samo enega okvirja, samo da raziskuješ, kaj je zate uspeh in da si tudi okej s tem, da se to lahko, ta paradigma se lahko skozi različne življenjska obdobja in cikle spreminja. Ne? To si tako lepo povedala. Resnično, pač, če bi se ljudje ali pa vsak zase vprašal, kaj meni predstavlja uspeh, bi ful tega nekega pritiska, ki si ga daješ, odpadel. Ja. Meni je padlo ful veliko breme z ramen, za katerega sploh nisem vedela, da mi predstavlja breme, ko sem se odločila, da ne bom več samostojna podjetnica. Resnično, jaz do unga momenta, ko sem sprejela to odločitev, nisem vedela, kakšno breme mi predstavlja ta finančna odgovornost, da se to pač pelje naprej.
Zato, ker se mi zdi, da sem verjetno, tako kot si rekla, ne, tekom nekih teh let prišla do spoznanja, da se jaz ne želim biti uspešna v navednicah na ta način, kakor se v poslu razume biti uspešen. In ker je to proti nekim mojim notranjim prepričanjem in vrednotam, je to mene črpalo. Ampak, Good for you. če bi se prej kdaj vprašala to, a veš? Jaz sem, kdaj pa rabiš imeti svoje izkušnje, pa lekcijo, pa je tudi to ok. Ne? In zdaj si prepričana. Ne? Prej bi pa bila mogoče v dvomih, kaj pa če, kaj pa če. Tak. Pa ko vmes, ko si govorila, samo eno stvar bi dodala, ker delam precej tudi s podjetniki. Večina podjetnikov ne štarta na to, zdaj bom pa jaz, ne vem, naredil 1 milijon ali pa 10 milijonov ali pa milijardo. Ne? Štartajo s tem, kater problem jaz nekomu rešujem. To je v bistvu poslanstvo. Samo da je poslanstvo večje, kot je ena oseba in ideja je večja, kot je ta ena oseba in zato potrebujejo ekipo in se zaposlujejo dodatni ljudje in iz tega potem raste podjetje in pa število strank, katerim ti rešuješ problem in prinašaš tako dodano vrednost, za katero so oni pripravljeni plačati. In denar je posledica. To sem imela na začetku, ker sem to delila glede odnosa do denarja. Sem imela zelo ambivalenten odnos do denarja na začetku. Najprej se mi je zdel nekaj slabega. Nisem bila prepričana, da je to nekaj, kar jaz hočem imeti, ali to je samo za te ljudi, ki jim je samo to pomembno. To ni bilo skladno z mano. In potem se je to odražalo tudi na moji finančni situaciji. Potem sem pa v eni točki tudi brala knjigo Kvadrant denarnega toka, katero je tudi mi moj mentor priporočil, in spremenila svoj pogled. Glavna stvar, ki se je spremenila, je to, kar meni je pa zelo pomembna vrednota svoboda. Sem ugotovila, da preko svobode, mislim, da lahko pridem do svobode dejansko preko denarja. In bolj, ko imam pozitiven in sodelujoč odnos z denarjem, bolj sem lahko svobodna. Več stvari si lahko privoščim, pa ne v tem smislu materialnih dobrin, ampak da res lahko delam z ljudmi, s katerimi želim delati. Najprej smo imeli tudi debato glede tega, uspeh je tudi to, da lahko zberem, katere projekte bom delala, pa s katerimi strankami jih bom delala. Ne rabim nujno z vsakim za vsako ceno. To je tudi nekaj, kar pride zraven. Skratka, šele ko sem poenotila vrednoto, ki je meni pomembna, svoboda, z konceptom denarja, se je pa potem čisto eno nova stopnja lahkotnosti odkrila. Čudovito. Ja, tako da priporočam to. Kvadrant denarja, praviš. Kvadrant denarnega toka, ki je vsaki. Denarnega toka, ok. Ja, meni je spremenila logiko, kako razmišljamo o denarju, ker denar je v bistvu energija. Je ena povratna informacija, kakšno dodano vrednost ti daješ. Višjo dodano vrednost, ki daješ, več denarja imaš. Tako. Tako jaz dojemam. Vsak je upravičen seveda do svojega modela sveta, pa se spreminja, lahko da bom čez 5 let gledala drugače. Ampak ja, potem, ko se je pa ta sinhronost zgodila v dojemanju mojih vrednot in povezanosti do denarja, se pa je tudi zgodilo. Lastna vrednost posameznika. Če na kratko bi te prosila, poveš, kdaj se začne oblikovati, kako se oblikuje, ali ne bo šlo na kratko, sorry, sem že zamotila, ampak hočem reči, bolj bi me zanimalo, kako jo lahko odrasel človek zavestno začne drugače dojemati. Da pustiva, a veš, ob strani. A veš, do česa prideš na koncu dneva? Jaz sem pika. Ja. Ne, jaz sem ko, jaz sem če, ker to je vse pogojevanje. Ne?
ideja bi bila brezpogojna ljubezen do sebe. In starši se načeloma trudijo to dati, ne? Na načine, ko to najbolje vejo in znajo. Dostikrat pa otrok za svojo logiko zelo hitro razume, če se vedem tako, pa dobim več objemov, več sladkarij, več ljubezni, več pozornosti, ker na koncu dneva si želimo pozornost. Ne? Če tako, potem tako. Se pravi, jaz sem ok takrat, ko se vedem tako. Jaz sem ok, ko se vedem tako. Jaz sem ok, če naredim to. In to je vse neko pogojevanje. Tako da point dela na sebi in osebne vrednosti bi bil, da prideš do brezpogojnega sprejemanja sebe, ki ni povezano s tem, kaj delam, kako to delam, kaj drugi si mislijo o tem, ampak jaz sem ok. Pika, ni več stavčna poved. Je zelo simpel, kratka, enostavčna poved, jaz sem ok. Pika. In če rečeva, da je to zdaj, ne vem, en ful velika slika, cilj, ki si ga nekdo niti ne zna dobro predstavljati, kaj ne bi pomenil, kako pa sploh do njega prideti, kaj pa so lahko neki prvi koraki, ki te bodo pospremili na to pot? Pa če se vrneva nazaj na, recimo, če štartaš ko smo prej se pogovarjali o družbenih medijih, ko že tem... social media detox. Recimo. Se pravi, si misliš, da je detox, ti predam takoj nazaj, da je detox boljša izbira, kakor da začneš svoj mind trenirati, lahko investiram pač pozitivno ali pa, ne, nisi rekla pozitivno, negativno, ampak je bila neka druga investicija, kako v bistvu... A energijo? Ja, energija je bila pozitivna, negativna čustva so bila prijetna, neprijetna. Še nekaj drugega smo imeli. Ne vem, veze. Skratka, ti lahko eno stvar vzameš, kakor, mene zdaj to inspirira, lahko greš pa v kontra, pa pokličeš prijateljico, pa se izjadaš. Ja. In tako se pravi, dan, je boljš detox, kakor zavestno. Jaz bi rekla, v bistvu, zdaj, če moram zbirati, bi absolutno rekla najprej detox, ker lahko priješ nazaj v stik s samim sabo. Ker če ne si kontaminiran konstantno z informacijami in življenjem drugih ljudi. Drži, pač ti v tišini, v džumbusu ti ne moreš slišati sebe. Ja, pa najlažje je, jaz vidim, kdaj bom jaz šla scrollati po socialnih omrežjih. Ker sem zmatrana. Jaz, če nisem utrujena, grem z dosti jasnim namenom, kaj bi rada. Nekaj bi rada pogledala, nekaj bi rada objavila, ne vem, preverim sporočila. Pa te ne odnese vmes, ko vidiš tam ono če nisem zmatrana, ne. Ki ti blinka. Ne. Detox, koliko časa? Jaz bi začela z detoxom. Lahko imaš tudi detox v smislu, ne vem, probi en dan, 2 dni, da nič ne govoriš, da si res sam sabo. Kdo pa si ti? Ko nisi konstantno v nekih interakcijah. Kar vem, da je za ene bolj ali manj izvedljivo, ampak vem, da se ljudje tudi odločajo za razne vipasane, 10-dnevne, 2-tedenske, ker čisto zares ne govori z nobenim. Ne. Ješ zelo malo, večino časa meditiraš, pa spiš. Ne. Ker na tak način se lahko tudi malo regeneriramo. Marsikdo, ki začne meditirati, zaspi. Ker se mora najprej utrujenost sprostiti. Ker je zmatran, ne? Ja. Pa jaz sem bila ena od njih, ne? Ker sem delala še ene vaje za telo, pa jaz sem praviloma po 5 minutah teh vaj že zaspala. Ne? Pa je lepo rekel inštruktor, ostanite tukaj in zdaj. Ampak pač moje telo je bilo zmatrano in je bilo tako, zdaj se nekaj sproščamo, cool. Pa me že ni bilo več. Kar bi bil tudi pomemben signal, kaj tvoje telo potrebuje. Tako da nek detox, da narediš presek stanja, tudi morda v smislu hrane.
Ne, če hoče spremeniti tudi svoj način prehranjevanja. Je post so v raznih kulturah imeli kot sestavni del prehranjevanja. Ne? Pač na vsake toliko je pa nek post ali pa določene hrane se ne je. In, ali pa od tiste do tiste ure ne ješ. Ne? Skratka, ja, jaz bi začela z nekim detoksom, da se povežeš nazaj sam sabo, da se regeneriraš, da se ti povrne življenjska energija, potem pa bi zelo sistematično izbirala, koga spet nazaj puščam v polje svojega zavedanja. Recimo, ne. Takrat, ko si pa na detoksu, pa morda tudi zapisovanje kakšnih misli, zapisovanje čustev, da res imaš neko analizo stanja, ker glava in obrambni mehanizmi, ki jih ima naša zavest, so lahko zelo močni, ne, da mi ne gremo potem v določena področja raziskovati, ki so morda zahtevna, težavna, boleča. Ne? In zapisovanje, analiza, pa morda potem, ko vidiš te misli, pa lahko rečeš, ok, določene misli, določene prepričanja so zelo negativna, kaj se klej dogaja. Ker mi imamo po 150,000 do 200,000 misli na dan. Od tega jih je 70% ponavljajočih se. A veš, meni se zdi, da jih imam celo več, no. Kar se moram res potruditi, da se umirjam, da sem prisotna tukaj in zdaj, da diham, ne, ta moment, kje si zdaj trenutno, ker je toliko enih distraktorjev. Ne, in je to tudi ena stvar, ki jo dejansko lahko treniraš s kakšnim zavedanjem, ne vem, pijem kavo, pijem čaj, s kakšnim zavedanjem delam neke raztezne vaje zjutraj, kako sedim, kako se pogovarjam, kaj opazim. Ne? A poslušam res nives, ali razmišljam že, kaj je naslednja stvar, ki jo bom povedala. Ali razmišljam že o neki novi obveznosti. Ali, ne? Da si v bistvu iskren sam s sabo, ne? Ker bolj, ko prideš potem v ta stik, bolj si tudi lahko avtentičen, ker veš, kdo si in kaj potrebuješ. Jaz bi definitivno to začela in kombinirala z nekim zapisom misli in pa čustev, da vidiš tudi črno na belem. Ker potem pa lahko izbiraš drugače. Ne? Mogoče za kakšno misel, ok, koliko je pa to sploh res? Ne? Kakšni so dokazi za, kakšni so dokazi proti, kaj bi bila bolj konstruktivna verzija neke misli. Ne, in potem si jo pa probam večkrat ponavljati in se probam reprogramirati, ne, bi temu rekla. In kako potem graditi nek nov odnos do dela? Se pravi, na začetku si povedala, da je zelo fajn, da si zjutraj vzameš 15 minut in ne vem, si rečeš, kaj je danes cilj v tistem dnevu. Je spet na kateri stopnji zavedanja si, ne? Ker če je tvoje delo tako, da moraš v bistvu delati 2 službi, da lahko preživiš, pač greš in oddelaš, ne? In bi bilo kvečemo moje priporočilo, probite si najti službo, ki je še boljš plačana, ali pa se pogajajte za višjo plačo. Ne, pa to so ljudje, ki se bojo najmanj verjetno pogajati za višjo plačo. Ne? Če sem jaz na stopnji zavedanja, ker je to moj poklic, ne? Ker sem jaz klicana, da nekaj počnem in se močno s tem identificiram, ok, kako je to del mene, kako lahko ta poklic opravljam na način, da je trajnostno do mene, da ga lahko opravljam še naslednjih 30 let. Ne? To je bil moj issue na začetku, ko sem govorila, da sem šla čez svoje meje. In me je mentor lepo opozarjal. Ne, Sabina, kaj je tvoj plan? In nisem razumela njegovega vprašanja. Ne. On me je spraševal, kaj je tvoj plan, da lahko delaš to še naslednjih 30 let. Ker čutim pa, da je to del mojega poslanstva. Sem šla v moment dokazovanja sebe, občutka lastne vrednosti preko dela, dokler ni šlo na slabš, potem pa z določenimi varnostnimi mehanizmi zdaj me ni več strah, da bi se to ponovilo. Pa si se srečevala tudi z občutkom krivde? Ja, če ko ne nisi delam. delala še unih 10 ur? Vsakeč, ko sem šla na počitnice. Čisto vsakeč. Kako si ga shendlala? Vzela sem računalnik s sabo
In sem lahko, lahko delaš na letališču, na avionu, ampak isti trenutek, ko pristaneš v drugi državi, Jordan. Se pravi, dogovor sama s sabo. Dogovor sama s sabo. In potem samo disciplin, da se tega res držim. In 3 dni je še tako, kaj pa če je tam kaj nujnega, ne? Ker sploh, če si na svojem, ne? Ali pa si podjetnik, ali pa je to tvoja firma. Ja, ne, je občutek odgovornosti, dolžnosti, da v krivdi sploh ne govorim. Ne? Pol pa čez 3-4 dni, ali pa to se dogaja tudi zaposlenim, ne? Pa potem čez 3-4 dni končno malo odklopaš, po enem tednu, 10 dneh si že tako, the best. Zakaj sploh že toliko delam? Pozabila sem, ne? Pa priješ nazaj, pa te vse zasuje. Zakaj nisem že sproti malo delala, ne? In je en tak, ne, meni je bila zadnjič ena gospa ful všeč na delavnici, ker je prišla iz dopusta, pa je bila, imam vsaj 100 mailov za prebrati. In kako se potem počute? Pa bom, ne, za to me plačajo. In fora je perspektiva, ne, ona je bila že starejša gospa, ne, modra. Je bila že na tolikih počitnicah, toliko izkušenj imela, da ve, da samo se tako ali tako ne bo naredila, tako da bo enega pa bo zrihtala. Ne? In če se bo zdaj zraven še sekirala, si ni naredila prav neke velike usluge. Tako da malo pride tudi z izkušnjami. Z leti. Nisem hotela tako reči, ampak sem rekla izkušnje, ampak več ko je let, več je tudi izkušnja. Absolutno izkušen, seveda. Stvari, ki nimam bolj eksaktnega odgovora, ampak res je odvisno od stopnje zavedanja, kako boš spreminjal svoj odnos do dela. Ker v eni točki je to tvoja potreba po dokazovanju, v eni točki je to potreba po tem, da ne vem, dobiš nek kredit, potem z izkušnjami pa je to tvoja potreba, da vračaš nazaj družbi. Ne? In se spreminja. Odnos do dela absolutno se spreminja. Ne? V enem trenutku, ko jaz zgradim družino, sem tako, valjda, da bom šla ob 3 domov, ne? Ker grem pač po otroke v vrtec. Itak. Ne? Kle je bilo zdaj noter pripeljale še postavljanje mej in vse, ampak... Ja, občutek lastne vrednosti je kar debata, ampak po maj se bliža v koncu. Pa bi za konc to rekla. Občutek lastne vrednosti. Ključno je, da razumemo, da smo dovolj. Že sam zaradi tega, ker smo se rodili na ta svet in obstajamo, smo spoštovanja in ljubezna vredni. Pika, to je to. Nič več ne rabiš narediti. Vse ostalo je ekstra. Ti si že spoštovanja in ljubezni vreden. To je to. Ti si okej. Ker si del širšega plana, na katerega nimaš vpliva in ki ga niti ne poznaš. Če bi šle še res čist gor v to barvo turkizno. Ne? Ja. Ker če ne bi bil, te ne bi bilo. In že zato je dovolj, da samo si. Že sam zato, ker sem živa. Pika. Ne, da smo malo filozofirali, ampak imam še eno zadnje vprašanje. Okay. Pa ne bo isto, kot je bilo v prejšnjem podcastu, ker se ga ne spomnim. Super. Ne, pa se verjetno bi drugače odgovorila. Najbrž. Ker se mi zdi, da je to res odvisno od tega, v kakšnem momentu človeka najdeš. Ker sem kar presela kar da bo resno. Ja. Še preden ti postavim zadnje vprašanje, imam pa eno sporočilo za tiste, ki naju poslušajo ali pa gledajo. In sicer ful bi lepo prosila, če stisneš gumbek naroči se. Ne zato, da se bom jaz hvalila, kakšna številka je tistih ljudi, ki poslušate podcast Odkrito z Nives, ampak predvsem zato, ker je to neka povratna informacija o vsebini, ki jo pripravljam s pomočjo svojih gostov. Hvala. Zdaj se pa vračam k Sabini. Okay. Sabina, kdo je oseba, ki jo najbolj občuduješ in zakaj? To si mi vprašala zadnjič? Ne, to se ne spomnim. Drugače. Drugo vprašanje. A hočeš unga? Kaj več ljudi občudujem, ker iz različnih koncev. Zdaj mi prvo pade na misel ena moja prijateljica, ki
ki jo občudujem zaradi stopnje avtentičnosti, ki jo ima in je brezkompromisna, ne glede na vse, kaj je v življenju doživela, pa niso bile lepe stvari. So bile vmes tudi lepe, ampak tako stopnjo ljubezni in veselja do življenja ima, da je nalezljivo in je pristna in pač vidiš, da ni fake, da ni zlagano, ampak pač navkljub vsemu izbira, da vidi življenje kot pozitivno, kot življenje vredno, najde tisto neki v vsakem trenutku, nima veze, kako majhna stvar je to pravzaprav. In občudujem jo tudi zaradi tega, ker na tak način s tem svojim svobodnim otrokom daje tudi drugim, tako prav povabi te svobodne otroke, da se igrajo z njo. In tudi mojega povabi. In potem se mi zdi, da ko sva skupaj... Govoriva o notranjem otroku, ne? Notranji otrok, ja. Notranji svobodni otrok, to je ta pač, kdo si ti zares, brez nekih prepričanj, kako bi mogel biti, ali pa upiran in tako naprej. In se sam ti dve ego stanji lahko igrata in tudi vabita druge svobodne otroke, da pač so, kdor so. Če si žalosten, lej si žalosten, daj te objamemo. Ne? Če si srečen, pač si srečen, the best. Ne? Če si jezen, prav, nekdo je prekršil tvoje meje, postav jih. Tako, karkoli je v redu in je ta stopnja sočutnosti do sebe, ne glede na vse, je nekaj, kar ful občudujem pri njej in se od nje ful učim. In jo pogrešam zdaj, ker je pač nekje v tujini. Ja, sam ostaja pa z mano in sem imela enkrat tudi eno tako debato, da si sam svoj angel. Tako da, tlele imam enega angelčka in to je pač en tak reminder, se zgodba je širša, ampak da ne grem zdaj v detajle. Hrdej, če imaš čas. Čas imam, ampak je precej širša. Bistvo bi rada sam povedala, da si sam svoj angel. Da samega sebe ceniš, varuješ in si tam v bistvu zase. In to je že ful. No, in to je en tak reminder, ki ga imam tu in to je to. Čudovit pogovor sem imela s tabo, Sabina. Yeah. Hvala ti. Hvala za to zaključno vprašanje. Ker sem zbirala, bi zdaj šla v strokovno vidik, pa sem šla na najbolj človeško. Ja, tako da hvala ti.